Spoštovane, spoštovani, veliko veselje mi je, da smo ponovno skupaj. Danes se bomo posvetili dobremu počutju naših oči. Zagotovo ste že slišali rek, varuj ga kot punčico svojega očesa. Zanimiv rek, kaj ne? S prav takšno skrbnostjo bi morali skrbeti za svoje oči. Svet sicer spoznavamo s pomočjo vonjav, glasov, okusov, dotikov, a največ informacij o njem naenkrat, menda kar 90%, dobimo prav z gledanjem. In za začetek, preden se res lotimo resnih tem, vam povem nekaj zanimivih dejstev. Vemo, da je na svetu 7,8 milijard ljudi. 600 milijonov od teh ljudi, ki so stari pod 20 let, 1,7 milijarde ljudi med 20 in 40 letom in 2,2 milijarde ljudi po 40 letom pa zazna vsaj eno težavo z očmi. Kar skupaj znese 4,5 milijarde ljudi, kar je nenazadnje več kot polovica človeštva na Zemlji. Medtem, ko ima samo 4,4 milijarde ljudi v lasti svoj mobilni telefon, in žalostno, vendar resnično, samo 4,2 milijarde ljudi poseduje svojo lastno zobno ščetko. Kadar govorimo o zdravju oči, lahko in moramo največ storiti sami. Za začetek izberemo klobuk in kakovostna očala. Pokrivalo zagotovo obvaruje oči pred direktno svetlobo, še boljšo zaščito pa dosežemo, če imamo kakovostna sončna očala. Kadar jih izbiramo, prosim, ne glejte samo na to, kako vam pristajajo in na ceno, ampak naj vam bo vodilo predvsem to, da nosijo 100% UV zaščito. Ne smemo pozabiti, oblaki ne ustavijo sončnih žarkov, zato morajo biti oči primerno zaščitene v vsakem vremenu. UV svetloba namreč lahko resno poškoduje oči in povzroči izgubo ostrine vida. Poleg sončnih očal pa so zelo pomembna tudi zaščitna očala, ki se jih pogosto zelo radi izognemo, pa vendarle nam lahko reši oči. Znano je, da je več kot 75% poškodb oči se zgodi takrat, ko opravljamo neko ljubiteljsko dejavnost. Rekreacija, delo na vrtu ali v delavnici. Zato je pomembno, da tudi takrat oči primerno zaščitimo. Kadar je govora o alkoholu, raje recimo vedno ne hvala, prav tako tudi kajenju. Alkohol namreč poveča tveganje za nastanek bolezni oči. Redno in prekomerno pitje preprečuje absorpcijo določenih hranil in zaradi tega so naše oči lačne, prav tako pri kajenju. Zaradi zoženih krvnih žil zaradi kajenja, tudi tistih v očeh, so tkiva slabše prekrvavljena, dobijo manj hranilnih snovi. Očesna leča se pri kadilcih hitreje stara, zviša se tudi očesni krvni tlak in vse to pripomore k temu, da izgubljamo vid, da občutimo težave z vidom. Nasprotno, kadar govorimo o gibanju, zaželimo si ga vsak dan in ga tudi izvajajmo. Naj si bo govora o rekreaciji na svežem zraku, takrat, ko se lahko tudi naše oči nadihajo, ali kadar izvajamo vaje za krepitev očesnih mišic ali pa kadar telovadimo za dušo. Vemo, da je naša roženica brez krvnih žil in lahko kisik srka v navednicah prav iz zraka. Ta kisik se raztopi v solzah in preko njih prehaja v roženico, po nasprotni poti se iz oči odvaja CO2. Zato je zelo priporočljivo, da kadar smo na svežem zraku, ne nosimo kontaktnih leč. In že smo pri počitku. Nujno, ampak zares nujno je, da dovolj počivamo.
Medtem ko mi spimo, tudi naše oči počivajo in se obnavljajo, hkrati pa se uravnava tudi očesni tlak. Seveda je dokazano, da dovolj spanca prepreči podočnjake, pa tudi suhe oči. Za vlažnost oči poskrbimo z mežikanjem, zapiranjem oči, tudi preko dneva. Zato je izjemnega pomena, da si tudi med pavzami, tudi med delom, za vlažnost oči po naravni poti poskrbimo z zapiranjem oči, tudi preko dneva z mežikanjem. Zato je izjemnega pomena, da si med delom vsakih 20 minut privoščimo nekaj sekund počitka. Še posebej priporočamo to ljudem, ki veliko časa sedijo pred računalnikom. Govora je bilo že o tem, kako lahko nahranimo naše oči. Seveda s hrano, z raznovrstno in svežo hrano zelene, rumene, oranžne in rdeče barve. Ta zelenjava in sadje, ki imata te barve, vsebujeta tudi veliko sestavin, ki varujejo naše oči. Med njimi tudi lutein in zeaksantin, o kateri bomo spregovorili malo kasneje. Poleg vitaminov, mineralov vsebujejo pa tudi maščobne kisline in vse to je izjemnega pomena za to, da so naše oči redno in dovolj nahranjene. Le tako lahko opravljajo svojo funkcijo, tako kot si mi to želimo. Ker pa vemo, da s hrano žal ne vnašamo zadostnih količin vsega tega, kar naše oči potrebujejo, nam prihaja Kalivita nasproti s proizvodom Lutein Plus. Če jo uživamo redno, vsakodnevno, nam bodo naše oči zelo hvaležne. V njem bomo našli lutein in zeaksantin, ki jo uvrščamo med karotenoide in na nek način delujeta kot sončna očala, kar pomeni, da zaščitita rumeno pego pred modro in ultravijolično svetlobo. Seveda sta poznana tudi po protivnetnem delovanju in delujeta kot izjemna antioksidanta, kar pomeni, da preprečita škodo, ki jo v naših očeh lahko povzročijo prosti radikali. Posledično torej preprečujeta staranje naših celic v mrežnici. Seveda z zadostnim vnosom poskrbimo za ostrejši vid. Lutein in zeaksantin tudi pomagata, da bolj zaznavamo kontraste, naše oči pa so tudi manj občutljive na svetlobo. Raziskave razkrivajo, da lahko z vsakodnevnim uživanjem luteina in zeaksantina, torej iz hrane in prehranskih dopolnil, upočasnimo napredovanje že obstoječih bolezenskih stanj v očeh. Za boljšo absorpcijo potrebujeta ob sebi dobre maščobne kisline, zato priporočam, da jih uživate skupaj z omego 3 ali v obliki perlic ali v obliki tekočine. V Luteinu Plus bomo našli tudi vitamin C, ki dokazano upočasni napredovanje starostne degeneracije rumene pege. Prav tako upočasni slabšanje vida in zmanjša možnost za nastanek katarakte. Tudi za C-vitamin vemo, da je močan antioksidant in tako s svojim delovanjem pomaga luteinu in zeaksantinu. Poleg vitamina C pa najdemo tudi izvleček borovnic. Ljudska medicina ve, da so borovnice poznane po izjemno močnem protivnetnem delovanju. Na ta način ščitijo krvne žile v naših očeh, jih delajo bolj prožne, jih razširijo, s tem pa izboljšajo prekrvavitev, mrežnice in izostrijo naš vid. Kadar so naše žile v dobrem stanju, lahko tudi več hranilnih snovi priteče skozi njih in jih naše oči lažje vsrkajo. Lutein Plus priporočam uživamo redno, vsakodnevno in v preventivne namene bo dovolj že 1 kapsula na dan. Vedno uživamo med ali po obroku,
Saj takrat ima naše telo na voljo tudi maščobe in s tem izboljšamo in pohitrimo absorpcijo vseh dobrih snovi, ki jih naše oči potrebujejo. Če se soočate s kakršnimikoli težavami z vašimi očmi, pa vas toplo povabim, da me pokličete vsak ponedeljek ali četrtek, ali pa pišete na svetovalno linijo. Tam smo zato, da rešujemo vaše izzive na kateremkoli področju vašega zdravja. Prav na tem naslovu pa se lahko pozanimate tudi o meritvi vsebnosti vitaminov ali pa pregledu žive kapljice krvi. Dragi moji, danes smo prijadrali do konca, za konec vam pa Kalevita pripravlja še 3 čudovita darila. Prvo darilo je, da ob nakupu luteina dobite zraven palčke, s katerimi boste lažje izvajali vaje za oči. Drugo darilo so prav te vaje, natisnjene na letaku. In tretje darilo je vaše zdravje in zdravje vaših oči. Hvala za vašo pozornost in se veselim naslednjega srečanja.